Lep dober večer v Triglavski roži v centru Triglavskega narodnega parka na Bledu. Tokrat že na tretjem sredenem večeru ta mesec. Namreč oktober bomo poskušali kar vsako leto posvetiti predstavitvi najnovejših raziskav v Triglavskem narodnem parku, tako da smo v tem mesecu že poslušali o ostalinah, arheoloških ostalinah sodobnih konfliktov, ki se nahajajo v Triglavskem narodnem parku, pa poslušali smo o telemetriji, divjega petelina, belke, tudi drugih velikih ptic, kot je orel, jastreb. To je predaval prejšnji teden Tomaž Mihelič. Danes pa se selimo, kot že vidite in ko ste se verjetno že prebrali, v podzemlje v Triglavskem narodnem parku, nekaj, kar je še najbolj neodkritega, bi lahko rekli. In z nami sta danes Društvo za raziskovanje jam Ljubljana in Društvo za raziskovanje jam Kranj. Prvi nam bo predaval Matic Di Battista iz Društva za raziskovanje jam iz Ljubljane s predavanjem Raziskovanje in skrb za bohinjsko podzemlje. Člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana že od leta 1910 raziskujejo skrivnostni svet jam, jih dokumentirajo in se aktivno vključujejo v njihovo varovanje. Zase pravijo, da raziskujejo povsod, kjer je kras oziroma kraški pojavi, vsekakor pa največ doma v Sloveniji. Zadnja leta so najbolj odmevne njihove raziskave visokogorskih jam. Leta 2019 so začeli z raziskavami na območju med bohinjskima planinama Poljana in Suha. Letos mineva 5. leto sistematičnega pregledovanja terena in raziskovanja. V tem času so odkrili in raziskali več kot 100 jam. Letos so raziskali najdaljšo in najglobljo jamo na območju, sistem večjamskih vhodov so raziskali prek dolžine 10 km, jama Dolven z vhodom skoraj na grebenu pa je presegla magično globino 1000 metrov. Njihovo delo pa ni usmerjeno le v raziskovanje, ampak tudi v naravovarstvo, saj izvajajo različne naravovarstvene ter čistilne akcije. Zadnji 2 leti tudi v sodelovanju z javnim zavodom Triglavski narodni park, na primer čiščenje brezna na planini Krstenica. Več o njihovem delu nam bo predstavil, kot sem ga že napovedala, član Matic Di Battista. Matic, prosim. Hvala. Lep pozdrav še iz moje strani. V imenu našega društva vam bom predstavil malo naše delovanje v Triglavskem narodnem parku, predvsem na območju Bohinja. In sicer zelo na hitro najprej par besed o našem društvu, o naših dejavnostih. Se pravi, glavna dejavnost je raziskovanje jam. Poleg tega pa organiziramo razna predavanja, delavnice. Enkrat na leto imamo jamarsko šolo, kjer se lahko novi bodoči jamarji naučijo oziroma srečajo z raziskovanjem jam. Organiziramo razne fotografske akcije in pa vsaj eno jamo na leto probamo očistiti, tako da smo kar zaposleni. Na leto organiziramo nekje od 200 do 250 ekskurzij. To so zdaj zajete vse te, se pravi, obiski jam, jamarska šola, čistilne akcije in tako naprej. Približno 75 jam do 100 jam na leto odkrijemo na novo in jih registriramo in oddamo v kataster jam na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni. In približno to znese nekje 7 do 10 km novih rovov. Zdaj, kaj to sploh pomeni raziskovanje jam? Veliko ljudi si to predstavlja, da greš v jamo in si jo ogledaš, ampak v bistvu je to daleč od tega, to je jamski turizem. Mi pa gremo v jame, ki ali jih prej še sploh nismo poznali, se pravi, smo najdeli nek vhod, v katerega se še noben ni nikoli spustil, ali gremo pa mogoče v jamo, ki smo jo v preteklosti najdeli in vemo, da ima neko potencialno nadaljevanje, ga probamo raziskati in v okviru tega raziskovanja zmeriti, pobrati vse potrebne zadeve, da potem nastane nek tak
načrt. Zdaj, to je ista jama iz prejšnje fotografije. Prejšnja fotografija je nastala nekje v teh delih. To, da vam bo mogoče malo bolj jasen, je stranski profil, se pravi, kakor da bi hrib prerezali na pol. Tole je vhodno brezno, ki ga je nekje 100 metrov in potem pridemo v te horizontalne dele. Zdaj, da prideš do tazga načrta, moraš seveda vladati neke tehnike, s katerimi se spuščamo v te jame. Večinoma hodimo v jame z pomočjo vrvne tehnike, to prinese s sabo neko osebno opremo za spuščanje pa za vzpenjanje po vrvi. Hkrati moramo biti primerno zaščiteni, seveda čelada, zaščitna obleka in pa tudi dosti toplo oblečeni, ker te jame sploh v visokogorju znajo biti kar mrzle. Temperatura v jami je načeloma povprečna temperatura letna na vhodu jame, se pravi, če smo nekje v hribih, je to nekje od 3 do 5 stopinj, če smo nekje v mogoče nižinskem krasu, je pa to toplej, smo pa nekje na 8 do 10 stopinjah. No in v okviru raziskovanja, se pravi, mi smo najdeli nek nov rov, zdaj ga hočemo dokumentirati, je treba to zmeriti in to merimo z napravo, ki jemlje dolžino, naklon in smer in te podatke prenaša danes na telefon, včasih smo pa to zapisovali na list in ta, ki ima čez meritve, dela še skico jame. In ta skica pol na koncu v bistvu postane načrt, ko doma spravimo vse na kup in lahko narišemo takle profil, pa tloris jame, to je neka zelo preprosta jama, malo globja od 10 metrov. Poleg vsega tega pa izpolnimo še zapisnik in vse to skupaj oddamo v bistvu v državni kataster, kjer se potem to vse hrani in je na voljo komorkoli, ki ga zanima mogoče obisk neke jame. No, danes bomo večinoma gledali neke visokogorske jame, zato je tudi tale slika, da si boste mogoče malo lažje predstavljali, kako to sploh nastane. Se pravi, to je nek kraški masiv, ki je večinoma sestavljen iz nekih vodotopnih kamnin. Tekom zgodovine so te kamnine napokale zaradi razne tektonike ali pa mogoče česa drugega in po teh razpokah je tekla voda, ki je razpoke razširila do te mere, da se lahko danes mi spuščamo v njih in jih raziskujemo. Voda še danes teče skozi te jame in ponavadi izvira nekje v dolini v obliki kraškega izvira. Zdaj, ta povezava med vhodi na vrhu masiva in izhodi v dolini je pa nekako naš, ne vem, kako bi temu rekel, cilj, kateremu stremimo, se pravi vstopati v jamo nekje na masivu in izstopati v dolini. In nimamo pojma, če povezava obstaja, ampak si to želimo, no? Tako da, kdaj smo uspešni, kdaj pa tudi ne. Tole je situacija v Sloveniji danes, te rdeče pike so jamski vhodi. Registrira se vse jame, ki so daljše od 10 metrov, tako da tudi večino jam je v bistvu precej kratkih. Je pa teh jam po letošnjem letu 15 000 oziroma nekaj čez. Najdaljša je na Migovcu, v bistvu zelo blizu in sicer mislim, da nekje 43 kilometrov. Najglobja pa na Kaninu je pa jama Čehi 2, ki je globoka približno 1,5 km. Zdaj, jame so ljudem služile skozi zgodovino, zelo dolgo nazaj so ljudje noter bivali, dan danes jih raziskujemo, vmes so pa mogoče ponekod služile tudi kot način, kako se znebimo stvari, ki jih ne rabimo, kot so recimo smeti. In zdaj tale slika zelo lepo prikazuje neko idilično visokogorsko planino, to je planina Krstenica in smeti, ki tja sigurno ne sodijo. Te smeti smo potegnili iz jame na robu planine in dejansko je bilo smeti za 2 polni traktorski prikolici. Zdaj, včasih ljudje niso vedeli, kakšne ima to lahko posledice, danes vemo in na srečo tudi smeti, ki smo jih potegnili iz jame, niso bile stare, niso bile nove, so bile po večini 15 ali pa več let stare.
Tako da situacija je sigurno boljša in tudi teh jam v visokogorju ni toliko, kot recimo nekje v nižinskem Krasu, kjer je praktično vsaka vas imela svojo jamo, v katero so metali smeti. No, te jame vseeno probamo očistiti. Tole smo očistili v zadnjih 2 letih, oziroma predlani pa predlani. Vseeno je čiščenje zahtevno, ker je treba spraviti vso jamarsko opremo gor, rabimo kar nekaj ljudi, da smeti potegnejo iz jame, potem jih je treba še odvleči nekam, kjer jih lahko naložimo na traktor in potem odpeljemo v dolino. Zdaj, iz te planine smo s pomočjo lokalcev organizirali tudi odvoz in potem so te smeti romale na komunalo, kjer so jih še sortirali in s tem se je zgodba nekako zaključila. Druga zanimiva čistilna, ki je pa letos potekala, je bilo pa Brezno poti na Komno. Verjetno vsi, ki hodite v hribe, poznate tole rešetko, kakih 15-20 minut pred kočo, pred domom. Jama je na taki lokaciji, da smo bili prepričani, da bo noter ogromen smeti. Tudi te rešetke so nam dale malo vedeti, da mogoče so namenjene temu, da ljudje ne mečejo noter odpadkov, ampak na koncu smeti ni bilo prav zelo veliko. Bile so tudi take, kot tale pašteta, recimo, še zaprta, za katero sklepamo, da je verjetno pokvarila dan eno planincu, ki mu je padla v jamo, verjetno po nesreči. Nismo jo še odprli, čakamo posebno priložnost, no, ampak zna biti, da bo zanimivo. Vseeno je bilo nekaj smeti že na pobočju, no. Te smeti smo relativno enostavno ven spravili, na dnu je bilo pa bolj kot ne raztreščen po parih kupih. Spet, kako je prišel lastnik teh čevljev v dolino, ne vemo, ne. Spet se je pa pokazalo isto kot pri prejšnji jami, da so bile smeti relativno stare, tako da je situacija definitivno boljša. Spet je bilo pa treba smeti potem še odnesti do koče, od koče v dolino smo jih pa odpeljali z žičnico. No, ampak danes bom večino časa probal posvetiti lepšim zadevam. No, in tole je en tak zanimiv jamski vhod po zimi na območju med planino Poljana pa planino Suha. In sicer to območje, zakaj smo se sploh odpravili gor, nam je padalo v oč, ker smo gledali lidarske podatke. To so v bistvu podatki, kjer so z aviona z laserjem preskenirali celo Slovenijo in smo dobili zelo natančen model površja. In tam so zelo lepo vidna večja brezna. In teh brezen je bilo kar veliko na tem območju, tako da smo rekli eno zimo, pojdimo pogledati, in res se je izkazalo, da so luknje, za katere se prej ni vedeli. Tudi takale pretopljena luknja je zelo dober znak za veliko jamo, ker v jami se zrak zaradi kamnine segreje in potem v bistvu po zimi vziga in na vhodu v jamo nekje v hribih pretrli sneg. In to nam da zelo dober podatek, da je verjetno spodaj večja jama. No, in teh preteljenih lukenj je na tistem območju kar veliko. Veliko smo jih že pogledali, nekaj je pa še ostalo. Zanimivo je tudi to, da je zelo velikih vhodov, ki grejo v enem šusu do globine 100 metrov. Tega tudi po celi Sloveniji ni toliko zelo veliko, ni toliko zelo pogosto, ponavadi so vhodna brezna manjša ali pa so zasuta, tule pa teh 100-metrskih brezen kar nekaj. No, tole je recimo en takih. To je še ena fotka enega vhoda, in sicer zakaj je tukaj? Zato, ker se lepo vidi problem teh jam. In sicer po zimi smo do vhoda prišli relativno enostavno, poleti pa ne, ker je bilo treba se prebiti čez ruševje oziroma po nekih čistinah, ki so bile prehodne. In lahko si za 30 metrov dostopa do jame porabil tudi 1 uro, če je bilo ruševje dosti razraščeno. Tako da jame ponavadi najdemo po zimi, potem pa poleti probamo priti do njih pa jih raziskati. Ampak vseeno, velikokrat se zgodi, da se po vhodnem breznu jama odpre,
To je nekako izraz med jamarji, da gre naprej in pridemo v take horizontalne rove, ki pa tudi niso prav zelo značilni za visokogorske jame. Tole je še en pogled proti Voglu, in sicer lepo se vidi neke plasti, ki nakazujejo kar tako burno geološko situacijo, ki pa je verjetno tudi botrovala temu, da imamo tam toliko zanimivih jam. No, začeli smo na planini Poljana leta 2019. Mogoče malo za umestitev, no, če kdo ne ve, v katerem območju govorimo. Se pravi, tole tukaj gor je Bohinjsko jezero, se pravi Bohinjska dolina, tole je Bohinjsko-Tolminski greben, planina Poljana je tukaj, planina Suhe je pa tukaj. No, in zdaj, te črne pike so jame, ki so bile na tem območju znane, preden smo začeli mi z raziskovanjem, pol kasneje bomo pa videli situacijo danes, tako da si probite zapomniti teh 7 pik, ali koliko jih je. Tole je planina Poljana. Kakor je bilo že prej omenjen, smo izmerali v teh 5 letih 100 jam, 8 jih je daljših od 1 kilometra, kar je tudi kar veliko za Slovenijo. Skupna dolžina vsega, kar smo raziskali, pa 25,5 kilometra. No, v današnjem predavanju bi se mogoče osredotočil na 3 jame oziroma jamske sisteme. Zakaj je jamski sistem? Jamski sistem je izraz med jamarji za več jam, ki se nekje pod zemljo povežejo, se pravi jamskih vhodov, ki jih povežemo pod jamo in naredimo iz tega v bistvu eno jamo oziroma raziščemo eno jamo. In prva od teh je sistem Grvn-Rajža 4P. Zdaj, mogoče tukaj na tem mestu bi še rekel nekaj o imenih jam. Jamar ima pravico sam poimenovati jamo, ki jo najde. Načeloma si pomaga s kakšnimi lokalnimi imeni, recimo, če na kakem hribu rečemo, da je brezno na tem hribu. Če pa ni nobenega pametnega imena, si lahko pa zmisli sam. In tukaj smo se nekako odločili, da bomo probali čim več jam poimenovati po narečnih besedah iz Bohinja, tako da smo tudi temu kar dobro sledili. Zato tudi Grvn, Rajža, Dalvn in tako naprej. Zdaj, ta sistem je tukajle, se pravi, prav čisto zraven planine, in sicer vhodi so, en je tukajle, en je tukaj in ta tretji je klele. Vse ostalo so pa v bistvu rovi, projekcija rovov na površje, kako potekajo. Ups, ne. Okay. Takole izgleda jama Grvn, se pravi, precej majhen vhod, ki se potem zelo hitro razširi v serijo precej velikih brezen, globokih tudi po 100 metrov v kosu, in sicer cela globina do semle je 300 metrov, potem pa pridemo v nek splet ogromnih horizontalnih rovov, ki izgledajo nekako takole. Se pravi, tukaj imamo 2 jamarja za primerjavo. In te rovi se v bistvu razpletajo v več smeri, so pa na koncu v bistvu vseh večjih nadaljevanjih zasuta. Tako da smo nekako najdeli prehode ob straneh rovov, ki so nas pripeljala še v nižje nivoje in v teh nivojih v bistvu še danes nismo prišli do konca oziroma imamo odprta nadaljevanja. Je pa značilno za te večje rove, da se velikokrat, verjetno zato, ker so toliko veliki, začnejo tudi podirati sami vase in ponavadi vemo, da v večjih rovih ne bomo našli nadaljevanj, ampak jih bomo v kakšnih manjših. No in recimo en primer tazga manjšega rova oziroma prehoda. Zakaj ne maramo podorov? Je tukaj, kjer se je treba skozi tak podor splazati, ampak zatem se jama res tako kar veličastno odpre, tudi nekaj vode, tako da se je splača iti skozi. Je pa treba malo stisniti zobe včasih. Jaz sem se za 180 obrnil. No, kakorkoli,
V spodnjih delih te jame, na približno globini 400 metrov, smo prišli že toliko daleč od vhoda, da so akcije raziskovalne začele trajati tudi po 20 ur, se pravi, več ur smo rabili, da smo prišli do skrajne točke, potem smo tam raziskovali in potem še več ur za nazaj, tako da smo v neki točki se odločili, da bomo postavili bivak. Tole sicer ni najlepši bivak, kar jih imamo, predvsem zaradi vsega blata, ampak enostavno ni bilo drugega bolj primernega prostora, ker smo rabili tudi tekočo vodo in smo pač se nekako sprijaznili, da bomo tukaj živeli. Takole nekako izgleda, ko se preoblečemo. Ni vedno tako, no, tole je res, tudi ne hodimo radi sem, ampak je treba iti vsake toliko časa, ker se pa jama nadaljuje na tem mestu. No, druga jama, ki se je povezala v ta sistem, je Rajža. In zanimivost te jame je, da je vhod prav na vrhu tega griča nad poljano, se pravi, tukaj je vrh in tukaj je vhod in spet je bil zelo močno predihan, po zimi je vel ven zelo topel zrak, kar nam je dal takoj vedeti, da se splača iti noter. Je pa za vhodom takoj spet večje brezno, mislim, da je tega le približno 150 metrov, kjer se po vrveh spustimo dol in potem pridemo, v bistvu to je to vhodno brezno in potem se jama razcepi v dve smeri in tukaj se je povezala v jamo Grven. No in zanimivost te jame je, da smo nekako mislili, da se bo tukaj zgodba zaključila in smo tudi pretekli vikend bili spet noter, da bomo pobrali vso opremo ven, zaradi tega, ker se jamo raziskuje, pustiš štrike v jami, ker bi drugače preveč časa porabil, da bi jih vsakič nastavil. No, ampak kakorkoli med razopremljanjem smo najdali en prehod, izmerili 200 metrov nove jame in jama se spet nadaljuje, tako da bo mogla še malo počakati. Takole so pa recimo še nepregledani vprašaji. No, tretja jama je pa jama 4P, ki je pa od vseh jam na poljani, vsaj teh globokih, najožja in sicer ima na približno 200 metrih globine en 300 metrov dolg meander, ki izgleda nekako takole, se pravi ozka razpoka, kjer je treba prehajati med zgornjim in spodnjim nivojem. No in tukaj imamo spet en video. Večina videov je pokončnih zaradi socialnih omrežij. Kako ti je všeč 4P? Ja, akcije v to jamo so kar naporne, ampak vseeno je letos ekipi uspel priti v že znane dele jame Grven, tako da smo zdaj nekako na točki, kjer razmišljamo, da bi jo razopremali, pa uporabljali samo še vhod skozi Grven do tistih delov jame. To je pa vhod, ki je tudi precej zanikaren, smo mogli celo par skar umakniti, ampak zaradi prepiha je bil vseeno perspektiven. No in zdaj mogoče zanimivost, no tista jama je tudi prva, ki je presegla 10 kilometrov, kar je kar veliko v Sloveniji, tako da imamo nekako dobre upe, da bo še daljša. Od te jame gremo pa k naslednji in sicer sistemu ledeni dol brezno prestrašenega netopirja, sprav to sta dve jami. In zanimivo pri ledenem dolu je to, da je spet vhod ogromno 100-metrsko brezno, ki ima pa nek na sredi takole okno, skozi katerega se zanihaš v horizontalne dele jame. Druga stvar, zakaj je jama zanimiva, je pa njena lokacija, ker je to edina od teh dolgih, oziroma najbolj vzhodna jama od teh dolgih jam in nahaja se na telem grebenu, ki je direkt nad izvirom Bistrice, ki je pa tudi največji kraški izvir na tistem koncu. No, v 2024 je to postala najgloblja jama na Poljani, ampak samo za kratek čas, kar bomo slišali kasneje. Tole je vhodno brezno, se pravi taka velika odorenca, tukaj vidite enega jamarja in tisto okno se skriva nekje tukaj spodaj v steni odornice. Spet en kratek video, kako se spuščamo v taka brezna.
Zdaj, pot na dol vam je lahko jasen, je hitra, pot na gor pa malo manj, ker je treba v bistvu vse te štrike, kjer se spuščamo, se je treba povleči. Hvala ti je padalo. Dobro, vse v redu. No, kakor sem že rekel, za vhodnim breznom, se pravi, to je tukajle, naletimo na en horizontalen ali pa rahlo poševen rov, ki pa ima to slabost, da nas pripelje tukaj že praktično na višino vhoda. Tam gor se pa ne poveže s površjem. Kar pomeni, da vsakič, ko pridemo iz dna jame, ki je na globini približno 700, skoraj 800 metrov, je treba iti do točke nič, potem 60 metrov dol, pa še enkrat gor, kar je precej odveč. Ampak vseeno v jami se raziskuje, zato ker ima tudi v bistvu do naslednje jame, no, je bilo v tej jami odkrite največ vode, kar je bil kar dober pokazatelj. Špela premaguje slapove Globinske Bistrice. Mateo spakle naprej roko. Vodo smo poimenovali Globinska Bistrica. Verjetno veste zakaj. Je pa tako, no, te vode sicer kdaj pa kdaj tudi nekoliko manj, no, tako kot recimo na tem posnetku, ampak v časih, kadar je pa več vode, je pa te vode zelo veliko, tako da smo se mogli tudi malo znajti, kje smo opremljali vrvi, ker je voda v bistvu en največjih sovražnikov jamarjev, ker se lahko zgodi, da se na površju utrga nevihta in ker je to površje ogromno, v bistvu vsa ta voda, ki pade na površje, se skanalizira bolj v iste kanale 700 metrov pod zemljo, kar pomeni, da lahko pride do hitrega vdora vode in voda ima 3 stopinje, kar je precej malo in lahko pripelje do podhladitve. Tako da je treba biti zelo previden, kdaj se hodi v jamo in pa predvsem, kje se raziskuje, kadar bi lahko bila kakšna nevarnost padavin. No, ampak tudi tukaj smo vmes naleteli na lepe prehodne rove, to je na globini, mislim, da 700 metrov. To je bila zadnja akcija letos poleti. Vseeno so pa vmes pol spet takili prehodi, kjer je treba kar nekaj iznajdljivosti, da se ne zmočimo. Predvsem za naslednjo raziskovanje bo verjetno potrebna še transportna vreča opreme, kar bo še otežil takle prehod nad vodo. Sploh nisi zanimiv. Ti si to čisto preveč arrogantno naredil. Ne. Pizda! Kam se mi prevrnil? No, to bi mogli cenzurirati. Je pa v mislih zraven. No, kakorkoli, sistem ledeni dol Netopir je zdaj dolg 5,5 km, kar je druga najdaljša jama na tem območju, globok pa 790 metrov. No, zdaj pridemo pa še k ta tretji, mogoče najbolj znani iz medijev jami v zadnjem času, sicer jami Delven. To je tale rdeč krogec tukaj sred grebena Malega Raskovca in ta fotka je dejansko, ni bil dron, je nastala od enega padalca. Sicer nam je poslal fotografije, ker se mu je zdelo, da je videl neke jamske vhode in pol smo en čas kar rabili, da smo se odpravili kaj gor, ampak še bolj zanimivo je pa to, ta fotografija je bila že prej, to je vhod v Rajžo in zdaj, če ste pozorni, je kle gor črna luknja, ki je vsako zimo predihana, spet zaradi toplega zraka in smo jo v bistvu tudi zaradi tega pol nekako dali na seznam jam, ki jih moramo obiskati.
No, takole izgleda pa vhod od blizu, to je ta črnina. In spet, tako kot vedno na poljani, se za vhodom začnejo odpirati velika brezna, prek katerih se relativno hitro spustimo do globine 500-600 metrov. Tukaj je tudi recimo vidno raziskovanje jame, ne, se pravi, del ekipe opremlja jamo, nastavlja te vrvi, drugi del ekipe pa zadnji mer, tukaj vidimo tudi en laser, ki potem prenaša te meritve na telefon, da lahko nekdo iz ekipe riše skice. No, tudi v tej jami smo na globini 500 metrov naleteli na horizontalne dele in sploh tale bel poprh je zelo dober znak za nadaljevanje, ker je v bistvu nastane tam, kjer je zelo veliko prepiha in ta prepih nam pol tudi nekako kaže pot, kam se bolj splača iti, zato da bomo našli nadaljevanje. No in taki horizontalni deli vedno navdušujejo ekipe. Sploh, ker se naslednjič podajo v jamo in pridejo v novo črnino in se spuščajo v neznane globine. V bistvu spodnji deli so tudi precej posuti ali pa zasuti z mivko. To je tole na tej desni fotografiji. To ni blato, ampak je taka zelo fina mivka, ponavadi kar zbita. In sicer mene so naučili, da je to dolomitna mivka, kar je posledica tega, da je večina teh jam v dolomitu. Se pravi, ne v apnencu, ampak v dolomitu ali pa v neki mešanci obeh dveh. Kakorkoli, jaz sem bil vedno prepričan, da v dolomitu niso dobre jame, pa sem zdaj v bistvu spremenil svoje mišljenje. Tudi v tej jami smo postavili bivak, tole je bilo konec avgusta. Se pravi, bivak je zelo preprosta konstrukcija z vrvi, pa tole je v bistvu folija za solato, ta zimska, ta je bolj debela, po vrhu pa še ena za vodo, da ne kaplja. In v bistvu je glavno to, da zadrži nekaj toplote, da potem, ko se spi noter, tukaj sicer manjka še ena stranica, no, ki jo še postavljamo, ampak ja, da zadrži toploto, da takrat, kadar so jamarji, ne vem, zvečer pred spanjem, da ni preveč mrzlo. No. Potem, če pa je tako toplo spalko, pa lahko prespiš. In dobra stvar tega bivaka je tudi, da je na neki peščeni plaži, ki omogoča zelo dober spanc. Baje, jaz še nisem tam spal. Takole se pol pomalca. No in naslednja akcija, ki se je odvila 22. septembra, je v bistvu zelo blizu tega bivaka našla največjo količino vode do zdaj. To je slap, ki se pol malo kasneje zlije v veliko sifonsko jezero. Ja, posnetki so malo slabši, v tem je kar težko delati dobre posnetke. No, tole je sifonsko jezero. A bo? Ne. Ok, ne bo. Sifonsko jezero nastane tam, kjer voda zalije rov. Se pravi, navadni jamarji ne moramo skozi. Bomo po naslednjem predavanju slišali malo več o alternativah. Ampak, kakorkoli, globina, ki smo jo dosegali v tej jami, je približno 20 metrov nad izvirom Bistrice, kar pomeni, da itak kaj dosti drugega ni bilo za pričakovati, da bomo prišli do zalitih rovov. Je pa dobra stvar, da približno 50 metrov višje so fantje videli tudi ogromne suhe rove. In glede na ves prepih v jami, imamo spet kar veliko upanje, da v bistvu bomo našli tudi suho pot naprej. No, tole je ekipa, ki je prišla na globino 1000 metrov. No in da ne bom rekel, da je jama enostavna, ima vseeno vmes tudi en malk ožji del. A uspel? No, daj. Ajde, Marinko. Ne boste rekli, da je dovolj sam.
Sprehajanje po ogromnih veselcih. Ja, tudi Marinko za kole. Aha, obrat. No, kaj enkrat pogruntaš, kako greš kle skozi, ni toliko zakompliciran. Jama Delven je danes dolga 2,5 km in globoka, kot rečeno, 1011 metrov. Je pa to tale jama tukaj, ne. Se pravi, to je bila prva, druga in tretja. Zdaj, tukaj je še ena zanimiva jama, recimo Molilni volk, ki je precej razvejana jama, niti ne toliko globoka, ampak zanimivo je to, da se ustavil takoj, ko pride pod planino oziroma do roba planine. In isto je s to jamo. Zdaj, to je tudi nekako bilo za pričakovati, ker planina je nastala verjetno v nekem prelomu, v neki tektonski zadevi, ki je posledično tudi precej pretrta. In v obeh jamah smo naleteli na podore, skozi katere nismo našli poti, no. Tako da verjetno jih ne bomo nikoli povezali, mogoče pa. Tole je zdaj še en seznam, no, najglobjih jam v občini Bohinj. In sicer Delven je zdaj prvi, Brezno pri Gansovi Glavci je bilo kar dolg časa najglobje, ampak zdaj že ledeni dol mu diha za ovratnik, tako da bomo videli, kakšno bo stanje drugo leto. Potem je pa že Trubarjev dah na Pokljuki, ki smo ga pa v bistvu raziskovali, preden smo šli na Poljano. Tako da ja, izgleda kar dobro in glede na razvejanost jam nekako upamo, da jih bomo slej ko prej tudi vse povezali skupaj, zaenkrat nam gre kar dobro in potem mogoče bo tudi med najdaljšimi v Sloveniji kakšne iz Poljane. Zdaj, prej sem vam rekel na začetku, da boste pozorni na one črne pikce, to je zdaj stanje danes, rdeče pikce so vse jame na tem območju, gore tudi nekaj tlorisov. Naš cilj je pa tole, ne, se pravi, izvir Bistrice, nekako smo se odločili, da grejo vode tja. Imamo mogoče eno stvar, ki nam malo piha na dušo, in to je, da so barvali vodo na Voglu in ugotovili, da v bistvu večino barvila je šlo v izvir Bistrice, kar pomeni, da voda nekako teče iz tukaj sem, se pravi, gre pod tem območjem, ampak dokler ne najdeš povezave, ne veš. Takole izgleda ta izvir za tiste, ki še niste bili v malo večjih vodah. No, zdaj mogoče še par besed o sami planini oziroma o našem udejstvovanju tam. Ne hodimo samo jame, včasih tudi preštejemo krave ali pa nesemo kakšen kolut soli. Par let nazaj smo sanirali pot pod tem podorom, ki se je podoril prav čez pot, ki naj bi jo krave uporabljale za dostop do nekih travnikov, pašnikov. No, predvsem se imamo pa fino. Tako da to je to. Zdaj mogoče bi pokazal še tale 3D model. To je, mogoče bo bolj jasno, če bom najdu miško. Aha. To je površje, ne, se pravi, jaz ga lahko obračam. Tole je planina Poljana, tlele je Delven, Grven, pa ledeni dol. In zdaj, če to malo zasukamo, vidimo od spodaj pol te jame. Zelena. Modro-vijolična je Grven, se pravi najdaljša, to je pa ledeni dol. Tako, v bistvu je veliko še praznine, ne? Ampak nekako imamo plan jo zafilati. Ja, zanimivo je, no, da v bistvu je jama praktično pod grebenom, no, čisto malo manjka prav do grebena, da je šla najglobje, ne. Nismo pričakovali, da bo tako. Ampak, ja. Tako da, hvala za pozornost. Zahvalil bi se predvsem agrarni skupnosti Savica, no, ki nam tudi omogoča uporabo stana na planini.
in s tem precej olajša raziskave, zaradi tega, ker ni treba po 20-urni akciji ob polnoči še z avtom domov, ampak lahko tam prespimo. In pa še mnogi drugi, no, ki so nam pomagali skozi vsa ta leta z raznimi transporti, opremo in tako naprej. Tako da, hvala. Zdaj je ta trenutek za vprašanje, ker imamo še enega predavatelja, pa da ne bomo pol obeh na koncu spraševali. Če ima kdo kakšno vprašanje, kar na dan z besedo. Jaz sem to lahko rečem, jaz sem tam gor hodil, vidim, kaj spet smo male razprave. Tam gor je veliko tako tukaj, ampak niso vse okrogle. Niso okrogle, ampak se vodoravne cilje noter. Take so. Ja, sej letos je šla pol ena ekipa, ki smo videli, kam se v bistvu Dalvan obrača, ko gre en del tudi prav pod greben, so šli tudi gor pogledati in ene so že registrirane, že kar en cajt, po moje iz 80-ih celo nekaj tasga. Neki so pa tudi novega dobili, ja, ampak ja, veliko je teh razpok, ki so tako ogromne, mislim, široke, tudi po več metrov, globoke po 30. Jaz sem to polet hodil, ki je bil to grmiče. Ja. Ja. Ja, no, eno, kar sem jo na začetku pokazal, smo v bistvu tako najdeli, no, da smo šli direkt čez rušo in kar naenkrat je bilo rušo konc in pod nami 100-metrsko brezno. Je bilo kar malo neprijetno, no, ampak ja, sej paziš. Ne, to ne. Mislim, jaz itak vedno grem drugi. Tako da, če mi povejo, da se da skozi, pa da se da na drugi strani obrniti, pol grem, če ne, pa ne grem. Oni, ki grejo prvi, pa verjetno vejo, kaj delajo. Ravno zato, ker greš prvi, ali pa noben sploh še ni tam šel, ko veš, da se daš pač. Mislim, itak je tako, najprej probaš z vso opremo iti skozi, ker imaš en kup ene kuvačije na sebi. In če tisto ne gre, daš to dol in greš brez tega, pol je še tretja varianta, da daš še čelado dol. In zdaj vsakič, ko greš mogoče malo dlje in pol itak, če ne gre, če se ne vidi, da se bo malo razširil, pač ne greš, ne. Ampak če se pa vidi zadaj ali pa če odmeva, ko vržeš kamen, pa te itak to toliko zmotivira, da greš skozi in raziščeš. Tako da, ampak ja, užine po moje niso najhujša stvar. No. Drugač pa lahko poveš, mogoče še, ker ste že predavali pred leti, pa v Bohinju, pa to še druge raziskave so bile, saj malo mogoče našteješ, kaj vse raziskujete, vedno okrog Tosca, pa tam... Ja, no, na Toscu recimo smo, tam tista zgodba s to jamo je zanimiva zato, ker je bila registrirana, se pravi, v kataster je prišel dokument v 50 letih od enega raziskovalca, ki je opisal, da je najdel luknjo in vrgel not kamen in kamen je padal vsaj 100 metrov. Ne. In pač potem on ni šel v jamo, potem ni noben najdel jame. Je pa zelo dobro opisal, kako pride do jame, tudi neko skico je naredil z nekimi križci gor pa tako. No in v bistvu smo jo pol najdel mi, kdaj bo to, 2015, kaj tasga, po celodnevnem iskanju spet smo šli v ruševje in potem, ko smo se prebili skozi ruševje, smo prišli na eno čistino in tam na robu je bil vhod v to jamo. In tudi ta jama dejansko je bilo pol za vhodom 100-metrsko brezno, jama je pa na koncu segla 500 metrov globine, no, kar je tudi zelo veliko, same pa je pa zelo zahtevna. No. Ima zelo veliko oskih meandrov, ostri meandri, predvsem v oskih meandrih je problem, če je skala ostra, ker se pol vse zatika za tiste rogle, trga ti pajaca in enostavno smo na koncu rekli, da kaj ne bomo več hodili in smo par let nazaj pobrali vse ven in zaključili. Na Kaninu itak je cela slovenska jamarska scena gor, no. Pač vsak ima tam en svoj del, kakšno svojo jamo, ki jo raziskuje in ja, tudi zdaj v bistvu naslednji teden planiramo eno
malo daljšo ekspedicijo v eno od teh globokih, ker smo nazadnje pustili odprto nadaljevanje. No. Ampak je fino imeti več različnih vrtičkov, da ko se enega malo naješ, greš lahko drugam, pa pol pozabiš. Tako da, ja. Hvala lepa, Matic. Pa še veliko zanimivih odkritij. Ja, z nami je pa še Gašper Fižgar iz Društva za raziskovanje jam Kranj. On nam bo pa predstavil potapljaške raziskave iz vira Soče in Savice. Zametki Društva za raziskovanje jam Kranj segajo 70 let nazaj, kot samostojno društvo pa so začeli delovati leta 1972. V tem času so raziskali in odkrili veliko jam, v društvu so se zvrstile številne generacije članov, vse pa poleg raziskovalne žilice tudi druži veliko prijateljstvo. Njihove glavne naloge so raziskovanje podzemlja in površja, dokumentiranje in registriranje raziskanih lokacij ter učenje novih generacij jamarjev, čas pa aktivno preživljajo tudi zunaj jam, kjer sodelujejo pri čistilnih akcijah, drugih športnih aktivnostih in prireditvah. Član društva Gašper Fižgar nam bo predstavil raziskovanje dveh kraških izvirov, Savice in Soče, s poudarkom na jamarskih potapljaških tehnikah, ki omogočajo odkrivanje njihovih neznanih globin. Govoril pa bo tudi o pomenu in ranljivosti kraških izvirov, ki igrajo ključno vlogo pri oskrbi s pitno vodo. Gašper. Ali Miška, res neki? Tega te prvo. En lep dober večer vsem skupaj. Gašper, Društvo za raziskovanje jam Kranj. Mogla biti še naša predsednica zraven, ki je pripravila ta prvo predavanje, ampak je zbolela, pa bom jaz na hitro malo povedal. Če bo kakšno vprašanje, lahko tudi malo bolj interaktivno naredimo, pa kar sproti, prav. Jaz bom bolj po domač govoril, pa nimam nič napisan, bomo šli tako po domače, pa malo hitreje bo. Se pravi, Matic vam je povedal ene osnove, zelo detajle, kva so jame, s kje pridejo, ki se nehajo, se pravi, zmeraj je to nek krašk teren, na vrhu je vhod, spodaj izhod v obliki kraškega izvira. Velik problem imamo pa v Sloveniji s tem, oziroma cel Balkan, oziroma kar sem jaz videl, smetmi. Matic mi je pokazal, kako so oni to pocali. Oni so na malo višjih jamah, na malo višjih terenah to delali, mi smo pa večinoma tam lepo jelovci. Ful teh jam je zasutih smetmi. Zakva? Zato, ker je to ta najbližja stvar, ki lahko nekaj odvržeš, pa nobeden ne vidi. Zadnje cajte pa porajtamo tudi to, da ne samo zato, ker je blizu, ampak zato, ker na komunalu kaj peleš, pa te tam po drugi strani tudi en prav grdo nazja, kvazi to sem voziš. In marsikdo je spet začel, sploh če ima blizu to nekam, da se navidi. Ne pomislijo pa to, kva se poje v bistvu, kva ima to posledice. Se pravi, mi smo v tem uljavljačkem svetu tle doma. Kras imamo, na vrhu so jame, spodaj so izviri. Polovica Slovenije se fila z vodo iz kraških jam. Se pravi, tisto vodo, ki mi doma odpremo s pipe, sploh v teh koncih, pride iz jame. Prav, na vrh imamo nek kraški plato, recimo, da je to Jelovca, Komna, Pokljuka, karkoli, gor imamo jame, spodaj imamo pa izvire. In iz teh izvirov se filajo naše pipe. Z tega mi dobimo pitno vodo. Karkoli mi tle noter vržemo, bo prišlo prej slej tle dol ven. Zdaj, če to govorimo o nekih piksnah, o nekih trdih materialih, o nekih plastikah, to traja, ampak če bomo pa gor vrgli nek olje, neke barve, ker večinoma to najdemo, to gre pa vse lepo tukaj dol in pride v pipo. Velik poudarek delamo pri jamarjih vsi, cela Slovenija na teh čistilnih akcijah,
Niso simpel, ki to treba zmer z nek ven potegniti, ki to eden dal nekam, da se je skrila, ne? In zdaj s tem to treba ven spraviti, pa dol odnesti. Ampak zdaj, če bomo to spocali, tisto, kar sproti vidimo, bo naprej tu čista voda, ne? Če bomo pa zdaj začeli spet not metati, zaradi tega, ki sem prej rekel, na komunalo prideš, pa so te tam zelo nejevoljen včasih do sprejme. Če bomo začeli to spet nazaj dajati, bo to spet nazaj tekalo v naše pipe. So rekli, da se to prefiltrira čez 9 kamnov, a ne? Ja, ni tako fajn, a ne? Kapljice so, ja. No, tako smo rekli, a ne? Kraški izviri, kraške jame, to je v bistvu naša čista voda. Tle je treba velik poudarek dajati naprej. Vsi veliko delamo na temu, da se ta onesnaževanje neha. Velik problem so ratali tudi goloseki, recimo jelovca. Zadnje cajt je ta problem lubadar, pa se pa kar poseka vse. In v bistvu vsa tista voda, ki bi mogla se prefiltrirati prvo skozi rastline, pa v podzemlje prijeti, gre direkt v podzemlje, pa marsikaj noter prinese, ker ni fajn za jame oziroma za čisto vodo. Zdaj bomo šli pa na izvire. Ne? Pomagaš najti? Ja, ne vem. Kam se je skril? Mojem ga je treba tega zaprema. Tole. Tega malo. Ampak od začetka, ali? To pa ni od začetka. Treba sem gor. Tako. Evo ga. Tako so rekli, nekaj bomo povedali o izviru Savice pa izviru Soče. To sta dva najbolj zanimiva izvira v Sloveniji, da nam druge zapostavljali. No, tle imamo še izvir Krope, Bohinjska Bistrica, Govic. To so vse večji izviri, ki imajo zadnji neko povezavo z večjim jamom. Kako se zdaj ta potapljanje oziroma ta raziskovanje v jam dogaja? To rabiš v bistvu ful enega časa, ful enega znanja, pa poleg vsega tega, kar sam nabereš, eno zelo dobro ekipo, da to funkcionira. Če poznate navaden potapljen rekreativen v morju, v jezeru, kakorkoli, tam se potapljamo z eno jeklenko na hrbtu in to je to, gremo not ven, nič posebenega, lahko se strelimo ven, kakorkoli, nimamo enih tehničnih omejitev. Ko gremo se potapljati globi, ko se gremo potapljati na neke bolj zaprta področja, se pravi recimo nekje v reki, potopljene ladje, avioni, kaj tacga, na globje dele, tam se pa začne tehnični potapljanje, se pravi, so pa dodatne jeklenke, dodatni plini, dodatna oprema. Pa da še malo zakompliciramo, gremo pa še v jamo nota, ki je pa v bistvu čisto zaprt, problem je že dokaj prideti, pa problem je poj tudi noter se spraviti skozi vse tiste šprane. To je ena serija enih tečajev, da prideš do tega. Marsikdo to zelo hitro naredi in pa so tudi posledice take, predvsem nesreče bilo, če se spomnite v preteklosti v jamskem potapljanju. Seveda se bo to še dogajalo, to je zelo nevarna stvar. Probamo pa s tem tečajem, pa s tem izkušnjam to nekako eliminirati čim bolj. Oprema, kot smo rekli, zdaj, če se v morju potapljamo z eno jeklenko na hrbtu, imamo tle 2, 3, 4, kakor pač zahteva konfiguracija jame, tako imamo pa tudi opremo. Pri jamskem potapljanju je v bistvu vse še toliko bolj zakompliciran in ima v bistvu tvoja rezervo. Zato, ker lahko pride do, ne vem, do odpovedi opreme, do manjših nesreč, ki pripeljejo do tragedije, in probamo z vsem tem stvarmi to ful zmanjševati. Oprema je različna.
recimo za Sočo in za Savico. To so majhne jame, ozke jame, sploh tam na koncu, tam, ki se naprej dela. Tam s flašo na hrbtu ne moramo tavhati, potapljati. Se ne moramo potapljati, imamo flaše pri kraj, se pravi imamo side mount konfiguracijo, 2 flaše, 1 flašo, manjše flaše, no mount konfiguracijo, se pravi nimamo več flaš pri kraj, nimamo sploh pri padarinih nase, ampak imamo flaše v bistvu nam plavajo zraven, si jih podajamo skozi ožine, jih porivamo skozi tiste skale, tam, ki se da mem. Pa se pravi, tako kot je vse ostalo pri tehničnem potapljanju, 2 maske, 2 računalnika, kompas in tako naprej. Ko pridemo v jamo, pa seveda tle lepo vidite tale štrikac potegnen, brez tega v jamo ne hodimo, tudi če imamo ne vem kakšno lepo vidljivost. Ta štrikac vlečemo po jam, da gremo not, da lahko pridemo tudi ven. Boste videli pa pri posnetku iz Soče, not je ful lepa voda, ko se obrneš okoli, pa konca. Pa ne vidiš več takole roke. Luči so zmer tudi rezerva od rezerve, se pravi 3 viri. Včasih probamo pa še kakšno kamero stlačiti, zato ker enkrat delaš pod vodo na takih globinah pa na takih dolžinah, tudi glava več ne dela tako, kot mora delati. Imamo določene pline in se marsikajšnega dela ne spomniš. Prideš ven, začneš nekaj risati, začneš nekaj pisati, pa v bistvu sploh ne veš več, kaj je izbil in greš pa posnetek pogledati, kaj se je dogajalo. Vse takrat, ko si ti not delaš vse tako, kot je treba, ampak enostavno pride do take fizike, da kemije, da to gre. Se pravi, oprema je drugačna, izkušnje so tle zelo važne. Lahko si naredil ogromno nekih tavhov na morju, lahko si tavhov v jezerih, jama je pa le jama. Ne more biti dober potapljač tudi dober jamski potapljač. Nažalost je treba za jamsko potapljanje imeti tudi zelo veliko znanja iz jamarstva. Te 2 stvari gre tle skup. Kako teče voda, kdaj gre voda gor, kaj se zunaj dogaja, ko boš ti še not, take zadeve. Pa napiramo te izkušnje tudi po teh turističnih jamah, da pa jo lahko raziskujemo. Nekateri se vržejo samo pač v turizem, kot je Diba prej omenil, jamarstvo imamo raziskovalno jamarstvo, pa nek bolj športen turističen del, ki ful lepe jame gremo večkrat pogledati in tako naprej. Eni se pa je bolj v tisto odkrivanje neodkritega vržemo. Za ta raziskovanje, to je pa to, kar zdaj mi počnemo. Še nekaj, kva plava od teh vod. Kva mi sploh hodimo gledati, dostikrat kdo vpraša, pa kva pa vi vidite tam noter, saj nič ni. Dejansko res nič, za pogledati ni nič. Če bi zdaj tiste slike kazal, ki so nam zanimive, za javnost je to dosti brez veze. To je en kup enega kamna, podrtega, en kup ene vode, pa ponavadi je še voda tako kalna, da se čisto nič ne vidi. Zanimiv nam je pa se pravi ta povezovanje med jamam, ki jih recimo kolegi iz Ljubljane delajo na vrh, in pa s temi izviri, ki so spodaj. Mi to hočemo nekako skup dati, nam je to nek cilj, to nas nekako pelje not. Kva lahko v jamah vidimo poleg vode, nažalost v teh alpskih izvirih zelo malo. Tlele gor, se pravi Savica, Soča, Kropa, Govic, zelo malo stvari noter plava. Jaz vse, kar sem videl, so bile take majhne kozice, pa še to so bile tam v bistvu mušenacovki, pa v ta veliki soteski, če se peljete iz Bleda proti Bohinju, imate na levo stran tak ogromen spodmol, tam noti tudi ena ogromna jama. Drugače pa noter ni nič. Meni se zdi, da v teh naših bolj alpskem svetu, zaradi tega, ker niti nima možnosti preživeti, ker ko gre voda gor, ko se sneg taja, ko so neurja, so to jame zalite in tudi voda dere skozi. In te živali se ne morejo kamor skriti, da bi bile toliko pri kraju, da jih ne bi odplaknili. Nižji dol, se pravi bolj ta dinarski konc, dol imamo pa se pravi človeške ribce, črne, bele, takele ježke, to so ponovadi kot kar prlimen gor na stropu in ti tavhaš skozi, ko gre mehurče gor, se kar usujejo, pa enate. So pa to vse take majhne bele stvari. Človeška ribca,
Slovenija ima črno človeško ribico, ne. Ta stvar je pa dol na Dolenjskem koncu in v zelo takem majhnem področju. Težko je videti, tudi če se potapljaš po jamah, je težko videti. Je pa zelo, dol je ful kmetijstva, ful se gnoji in tako naprej in je tisti konc zelo občutljiv, no. Zdaj upajmo, da bo to zdržalo. Zaledje jame, kaj sem tle hotel povedati? Se pravi, recimo, če pogledamo, kva je v ozadju njega izvira, v ozadju njega tega vodonosnika kraškega. Recimo, če se potapljamo v Soči, Soča ima čisto tako bazensko vodo. Bela, modra, skale so čisto bele oprane. Savica, ki pa na drugi strani, je pa taka bolj rumenkasta, voda je pa, če potapravimo kotam po svetu, je pa čisto zelena. Zdaj, kvaj nad Savico, pa kvaj nad Sočo. Nad Savico gor imamo ogromen gozda, ne imamo Komno, nad Sočo pa v bistvu nimamo nič. Je pa samo kamne, v bistvu so tiste mojstrovke, pa tisti platoji gor. Tako da to vpliva na barvo vode, pa tudi na kva poj plava noter. Evo, Savica, vsi ste bili tle pri slapu, a ne? Takole zgleda lepo, tle je ta spodnji del, ta zgornji del, na taki nadmorski. Zdaj ta dolžina, a je ta prava, ni, nažalost ne vemo točen, globina ne bi bila tako, kot je. Raziskave so se pa dogajale že preh, se pravi, mislim, da tam 90. leta so veterani to delali, za tiste cajte, ogromni dosežki. In so v bistvu tudi merili tako kamino. Težko je v jamah raziskovati pod vodo sploh, težko je v jamah raziskovati pa še meriti zraven, sploh čez sam, ki ima že tako ogromnega dela, sam s sabo pa špršuvana ne boš, pa kvaki je, pa tako no. So bolj v bistvu meritve poj naknadno delajo, te prvo raziskuješ, poreš eno rundo spet ven, pa poj spet probaš nekaj pomeriti. Če z te strani pogledate gor in na vrh slapa, v bistvu ta stena gre še ful višji gor, ne? Na vrh slapa tlele je vhod. Če pogledamo z vrha slapa, je pa tle dol ta razgledna točka, ne? Marsikdo sploh ne ve, tle gor kaj je, ne? Se je v bistvu tudi edina pot, ki pelje, je tam, ko greš na Komarčo gor, poj zavije, ki je pa še tam je napisan, mislim, da je prepovedan prehod ali nekaj takega, kakorkoli. Prideš potem v robu sem, tle je pa poj takole. Še en tak skalen skok je, zdaj, če je ful vode tle, če je steče, to je vse zalita, ne? Če je tako ena srednja višina vode, je tle še zmer slab, smo pa bili v ta drugo rundo, ki smo tavhali, oziroma ta tretjo rundo, ki smo tavhali, pa tle tudi vode ni bilo več, ne? To varira od koliko se gor sneg taja, koliko dež pade in tako naprej. Do tlele se da peš, poj pa tle naprej pa voda, ne? Tole zgleda, to je ta načrt, se pravi, tole je nek prerez, tle je vhod, tle dol smo prej gledali, tle je ta točka razgledna. In potem je to nek suh del, pa se pa začne sifon, tle se potopimo, pridemo spet ven, tle je treba malo peš, se spet potopimo, tavhamo, pridemo spet ven, tavhamo pa spet ven. To je pa čisto odvisno zdaj, kolikrat greš ti lahko ven, kolikrat hodiš, oziroma moraš hoditi ali ni treba hoditi, odvisno od vodostaja, ne. To je vodostaj lahko zunaj tisti meter razlike in to pomeni, da boš ti mogel na koncu hoditi ali pa boš mogel tavhati, ne. Zdaj v bistvu za nas po eni strani je dobro tavhati, zato ni treba tisto opremo okoli nositi, po drugi strani pa ni fajn tavhati, zato ker zrak ponucaš in nimaš možnosti nadaljevanja, ne. Zdaj, ta originalen načrt, tle so neke polemike, koliko je dejansko to dolgo, se ne sklada s tem, kar smo mi poj delali. Tle ne bi se zaključili z enim podorom, tudi ko smo mi delali, se je zaključili s podorom in tam smo zdaj poj nadali naprej, ampak tako dolžinsko se pa nekako ne ujema s tem, kar je notno. Ampak sej za tiste cajte je tole ogromen dosežek, se pravi, tudi če so falili za pol. Tako zgleda noter, to je na tistih dveh delah, ko prideš ven iz vode, se pravi, takole zlezeš ven, pa je pa treba spet peš, pa je pa tam gor spet sifona. Tle po enih koncih je treba tudi splezati. Tle so bila dva na srečo, to je bila ta zadnja runda, ki smo raziskovali.
ker tam na koncu, če sam pa za enim 3 sifonom si že tako malo, že tako ni prav, da sami tavhamo. Ampak nažalost tudi dostikrat v takih zahtevnih jamah pa na zahtevnih terenah ni drugega, da greš sam. Takole je pa noter, taka res lepa zelena barva. Poj se spomnite na to zeleno, bomo gledali od Soče. Štrikrat zmer potegnemo za kvas, zato ko gremo mi noter, je lepo, gremo nazaj ven, se ponovadi vse skupaj tisti prah, ki se nabira gor po stenah, po robovih, posede dol in se ne vidi nič več. Lahko se nam tudi kaj podere, ne vemo več, kje smo prišli. Orientacija v jami je v bistvu veliko lažja pa enostavna, če si potegnemo štrikrat, štrikce zmer tako vežemo, da nas ne ovirajo, ko tavhamo in pa tako, da se ne strgajo, ko hodimo not pa ven. Da čim dalj cajta zdržijo, pa da je za nas čim bolj varno. Tako prideš pa vmes malo ven pogledati, na enih koncih se da, na enih koncih se ne da. Je pa res čist zelena. Tole je vhod, tole je pa v bistvu tle na koncu. Tle na koncu so takrat nehali, ko so prišli do tega podora, ta prvo rundo, ko sem jaz sam tavhal, sem prišel do tle, pa nisem upal več naprej, pa sva šla pa Sašo tam pogledati, da sem, pa je pa on malo počakal, da sem se jaz skozi tiste balvane nekako probal zbasati, pa najdu naprej. Nažalost, zdaj so te raziskave že en cajt stojijo, zato ker nimamo tako nizkega vodostaja, ki je bil takrat. Mislim, da smo to delali vse tam nek 16-17, 2016-2017, ko so bili ful nizki vodostaji. Takrat se je to dal, da se prebašemo tle skozi ta ozek del, mora biti toliko nizka voda, ker pod vodo skozi tako užino se pa pač ne da. Tle se da, moraš pobrati vso opremo s sebe, čelado dol, vso potoplaško opremo dol, pa se skozi tlačiti poti pa en to mora se podati, pa še on za tabo pa tako naprej. Toliko o Savici. Zdaj pa, če gremo na Sočo, tle ste bili pa že vsi, na vhodu je tak lep tolmunček, vsak ko mi čaka, da bi se not vrgel, pa ga poj minek not da nogo. Temperature vode so tam od 6 do 8, lihtko Savica, lihtko Soča. Tale je na malo višji nadmorski, se pravi, ta je malo bolj hribovska. Dolžina je 150 metrov, globina je 50 metrov, to smo v zadnjih raziskavah naredili. Takrat je bilo res rekordno nizka voda. Toliko nizka v bistvu še nikoli ni bila, ki je bila takrat, vsaj oziroma v tem cajtu, ko se raziskuje. Mislim, da od leta 80 naprej še nikoli ni bila takole nizka. Takrat v bistvu smo že mi šli pogledati, ki je bil ful mraz, kva se dogaja v jam, in smo šli noter do tiste globine. Sneg je bil, mraz je bil. Se pravi, mi smo takrat prišli, tlele gor je zmer ta bazenček, ki ga vidite lahko, ko greste peša. Mi smo takrat prišli do tlele, ta prvo rundo, se pravi, tole je že kar precejšnja globina, voda je bila takrat do tle, se pravi, ta zadnjo rundo, ko smo pa tavhali, je bila pa voda toliko nižji. Se pravi, tle je globina 50 metrov, tale del je bil pa ves suh, ker je bilo tako en tak zelo redek pojav. Mora biti res, se mora vse poklopiti, da ni snega, da ni dežja, da je mraz, en kup enih faktorjev mora biti, da se to pač da. Ta zadnjo rundo, ko so raziskovali, so prišli do tle, takrat so se hoteli potapljati in mislim, da se je takrat en kamne posul in so pospravili pa šli ven. Zdaj je bila pa pač varianta, takrat vem, da je pa še poklical en nadzornik TNP-ja, mislim, da dan za tismo, ko smo bili mili, ali pa en teden po tismo, Tolminske jamare, če bi šli pogledati, pa smo se mi nekaj med sabo slišali z Melik Lovšu, pa smo se poj odločili, da idemo naslednji vikend, da smo šli poj tavhati. Se pravi, ta prvo rundo, ko se je dal noter, je bilo takole, vidite, stene so take lepo uprane bele, tole je vhoden del, tole je bilo dol na konc. Prav mislim, da na enem temu nivoju
so 80 oziroma 90 leta, ne vem točno, da se nam lagal, so tle obrnili. To je bila ta prva akcija in smo se odločili, da gremo naslednjo rundo tavhati, da se bo tle nekako dal nekam not požokati. To je bila druga akcija, se pravi, vse ta jamarstvo pa ta potapljanje brez dobre ekipe to nagreja, sam ne boš z veliko gor vse te robe, rabaš kolege, da ti pomagajo, gor znesti, ven znositi, tudi dol do sifona znositi. Noter je bilo pa tako. Prav veliko placa ni, zato so tudi druhen bend to prej ni delal. Tle je treba imeti neko specifično opremo pa neke izkušnje, da se poj potlačaš skozi tole. To je bila ta prva runda smo prišli samo dol do tlele. Tle nek sem poj flašo pustil pa nazaj, šel nisem mu poveč ga sredi. Naslednjo rundo so pa poj v bistvu prišli, to je bilo čez en teden, zdaj ne vem, gori doli. Je bila pa voda še toliko nižja, da v bistvu skozi tisto prvo užino ni bilo treba pod vodo, ampak smo prišli pri kraj na peš, ampak so pa poj dol, v bistvu smo mogli gledati po drugi strani tiste užine, ki ni bilo podoren, ker če je vod se tukaj napodira, če pa na suho pa hit leti, da smo poj skozi na bolj smotano užino se basali, to je v bistvu še suh del. Tako kot sem rekel, to je nekako zgleda ta konfiguracija, to so dve majhne flaše 6-litrske, to je 11-litrska. Za koliko cajt imaš to, moraš malo preračunati, vedeti naprej. Pa je pa treba to vse dol spraviti. Zdaj, tle tudi toliko placa ni, da imaš tisti jopič na sebi, ki ga napihneš, tako da se je v bistvu tle šlo čez po jamarski tehniki dol, z jamarsko opremo na sebi do vode, flaše se je dol spustili, pa poj v tisto ozek del. V bistvu s flašem v rok, pa malo poštrik, pa malo na tako. Tisto ta drugo akcijo nas je pa še sneg zapadel, smo komi čez Vršič prišli. Tako to zgleda, no. Težko je posneti, ko je to skozi, zato tam, ki je vzko, dejansko ne moreš sploh posneti, ker ni placa za kamero. To je ta prvi poskus. Po eni strani, to je se pravi južna stran, to lepo upranjeno, zato je pa zmer take plave barve zunaj. To je pa poj drugi poskus. To je prvi tako 15 metrov gre v bistvu taka razpoka, severjug je prelom, razpoka dol do podna, na podnu je tak prot, zelo lepo oblikovan, pa gre pa v smeri sever jama naprej. Zdaj je hiter posnetek, zato da se to malo treba odvije, tako je pa nekako na podnu dole. Je pa čist sever-jug razpoka. V smeri sever gre jama naprej. Zdaj tle ena luska se slučajno dol podrla. Tle se je bilo treba pa malo naprej zbasati, tam gre pa jama v bistvu naprej. Zdaj vidi se, da gre jama še naprej, takrat nažalost, če ni bilo dosti izkušenj vole, po svoje tudi dosti pametno, da se je obračal. Se pa čaka zdaj spet vodostaj, da bo spet enkrat toliko nizek, da se bo dal toliko nizk prideti na suho, pa je tavhati naprej v tole užino. Zdaj vidite, tle je še vse lepo, tako lepe barve, tudi tam se naprej posveti, čist taka plava, vidite. Prej je bila čist zelena, v Savic, tle je pa čist modra. Luč je pa ista, kjer ga to zbegalo. To je približno takole vzko, in gre taka razpoka, gre. Tle na podnu sem najdel tudi en majzel, se pravi, to izgleda takrat, ko so delali pot gor, tam veste, da je vklesana pot noter,
pa klini so not nabiti, ga izgleda en odfliknil in ga je čisto tle dol prinesel. Je pa not ustal, no, tam na vrh na en poličk. Tle gre naprej, ampak tle je bilo pa še pas treba dol dati, pa nekako to prežokati. A vidite, zdaj pa že nekaj dol leti. Zdaj, ko ti dihaš zrak, se pravi, to je odprt krog, grejo mehurčki ven, grejo ti mehurčki gor po stropu, po stenah, proti vrhu, prekraj se nabira tak prah, cel cajt, ko se brusajo skale, in ko ti mehurčki pridejo ob to, se začne to lepo dol posipati. Se je že pooblačilo tam zadaj. Kako pa tavhamo po naših jamah, z njo opremem se to nada, zato ker voda je mrzla. To tudi pomeni, da imaš več opreme na sebi. Suha obleka, podobleka, mora biti grelna podobleka, če sem cajt noter. No in pa lepo takole pride prah dol. Takole pa pride prav štrikati, da veš kam. To je zdaj že na vrh, evo, tole je ta klin. Tele čaka, če ga všel kdo iskat. No in z tega bazenčka tle je v bistvu vertikala gor, ki pa so imene 5 metrov, take fajne užine. To se pa je kar požemar gor, vzpenjamo po štriku takole. Direkt z bazena in pa je ven, zunaj je bilo pa prav hladno, mislim, da je bilo takrat -15. Tako da, ko smo prišli ven, obleka ko je zmrzlna, da jo moraš pa kar celo nesti. Da se miš nič prepogvati, če ne poč. Malo za občutek, koliko je vzkono. Takole pa je zvečer, ko smo ven prišli, tak lep pogled na uno stran. To je to. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Ja, je, seveda. Malo mora biti. Da obrneš takrat, če ne gre pa... Takrat, ko smo to tavhali, se pravi, jih ni. Zdaj, če je to res sifon, da je to ujeta voda, tam tokovov ni. In pri Savici in pri Soč ga mogoče mečkan je, zato ker so tudi nižji dol. Tam, če pogledate Savico, je ta zgornji slap, pa ta spoden. Tam skozi ta spoden ga skozi malo teče, se pravi, skozi malo toka noter v voda. V kakšnih drugih jamah je pa ponavadi to voda, ki je primir. Zdaj, če se gre pa za kakšne večje jame, za kakšne večje zaledja zadaj, je pa ta tok zelo nevarna stvar lahko. Moraš malo gledati, kdaj je bil dež, a boš šel zjutraj not, a se v 12. začel sneg tajati, koliko cajt rab ta voda, da pride dol. Je treba malo naštudirati. Je pa tok lahko močen, da te tudi odplakne. Samo takrat, če boš šel noter, je že tok močen, da tudi not ne boš prišel. Če pa kontra vleče, da pa tok not vleče, tam pa itak nimaš kaj početi. Oziroma takrat se pa lotimo to, da se spustiš not štrikam, pa požemariš ven. Ampak načeloma se to ne dela, ker je preveč riskantno. Pri izgledu Soče
To je od vrha, se pravi, tam, ko lahko prideš peš, tam, ko se jama začne, pa do tam, ko smo zdaj prišli, do tam, ki je zdaj ta raven del. Kjer ste začeli, je zdržil fotografije, pa potem je to. Čisto odvisen, Ta prva runda je bilo, mislim, da okoli, bi rekel, da bilo, do tam, ko smo prišli, pa je drugo rundo bi bilo 25, ta druga runda pa mislim, da je bilo samo 15, Se pravi, globine sploh ni ne vem kakšne, Zdaj še. Ja, imamo s sabo, tam imamo enega člana, ima že za tem. Pobirate članarino. Hvala lepa. Hvala vam. Tako vprašanje, če malo tukaj. Drugače pa še naslednji teden, upam, da ne greste na počitnice, ampak da boste v sredo prišli sem, poslušati o podzemnih vodah v Julijskih Alpah, skrito bogatstvo Triglavskega narodnega parka. Iz Geološkega zavoda bo prišel dr. Luka Serjanc predavati, za njim pa bo še dr. Nataša Mori iz Nacionalnega inštituta za biologijo predavala o izviru Lipnik v dolini Radovne, ki je tudi eno pomembno okno v podzemni svet Pokljuke. Tako da tu so še predavanja, ki sledijo naslednji teden. 6. novembra pa prihaja, smo zelo veseli, da so se odločili, da je takoj, ko je v Prirodoslovnem muzeju podrejo, da jo postavijo tukaj, bo pa razstava posvečena raziskovalcu Skopoliju, letos je 300 let od njegovega rojstva in tudi letos praznujemo stoletnico Alpskega varstvenega parka, to je pač predhodnik Triglavskega narodnega parka in da je taka inštitucija kot Prirodoslovni muzej s to razstavo prispeva k temu praznovanju naše stoletnice, tako da 6. novembra pridejo tega velikega naravoslovca predstaviti iz Prirodoslovnega muzeja. 12. novembra, v dopoldanskem času, bomo pa imeli slavnostni simpozij ob stoletnici Triglavskega narodnega parka. Tako da hvala vam za danes, za obisk, pa še spremljajte naš program, pa se še kdaj vidimo. Hvala.